Dejan, Ana in Jeger. In to jutro. Torkovo jutro je bilo to, Dejan, Jeger in Ema smo bili tu. Dobro jutro. Dobro jutro. Oziroma dober dan, Ja, dober večer, Ja. kadarkoli pač poslušate. Točno. No, ja, vidiš. Oseos je najlažje, Ali pa tak, ja. pa si rešil. Jeger, ali si ti opazil, da ima tam po 7:30 začenja vgašati vsako jutro? Ja. Res je? Kaj bomo naredili okoli Ne tega? smeš priznati, Ne gremo vem. še enkrat. Jeger, ali opažaš ti, da ima začne vgašati po 7:30? Opažam. Ne, Novi. to pa ni res. To To si je bila zdaj idealna pa- reakcija za španske telenovele. Ne. Ima, Ne. ampak po drugi strani pa moraš vedeti, ko je Jeger začel zjutraj delati, je ob 7:30 se pravzaprav po podu vlačil. Drži. Pač, Lej, rabiš določen čas, da se navadiš tudi na ta urnik. Vse boš, glej, ne sekiraj se. Jaz tudi Vse bo. mislim. Še meso bomo stran metali, upam, da ne, ampak se zna zgoditi. Ja, take kolak ne bi rekel, to da pustimo zdaj to. pomenilo zdaj. ne, pusti, to je bila ena referenca iz ene legendarne knjige oziroma filma. Ne? In za vprašanje, si že gledala film Ata socialistični kolak? Ne. V sklopi, v gas. Ja, v gas. Gremo gledati. Res je, osnov nima, stakni. Drugače pa smo danes zjutraj res delavali, kot se reče, začeli že zelo zgodaj. 10 minut pred 6 je že bila nagrada za gospode, ki so zgodaj vstali, in vse ostalo, kar ste danes zamudili, izvolite v podkastu tega jutra, sicer pa spet jutri zjutraj o 5:30. Ne boš rekla ne? Ja. Aha, ok. Dobrodošli, torek 16. juni. Danes zjutraj je bilo malo megle. Ja, tu veš na Papeški, pa tu koliko se v Maribku je ravnica. Ja. Veš, ne, in ko oblakec pride zemljici na obisk zjutraj. Ali pa je bil že prej na obisku, pa še ni šel, ne, pa so ga oče dobili, ko so se peljali v službo. Tako da pazite, mogoče se še kje malo zadržuje, tako da dodatna previdnost ne bo odveč. Drugače pa ja nič, gremo skupaj v nov dan. Ja, dajmo. Kakšne težke besede na vse zgodaj zjutraj, Jeger, vlada so? v senci. Ja, ne vem, tako so oni rekli. Vlada v senci. Noben ne ve čisto točno, kaj to Ča. pomeni, so rekli, da bodo predstavili. Jaz ti Po mojem, povem, niti oni sami še ne vejo, zdaj Ne, morajo ne, se zmeniti. jaz ti z lahkoto ti razložim, Ema, veš, Ja, tebe tudi skupila zanima, ne? tam, Ja, ne? ja, vlada v senci, imaš vlado in imaš one, ko niso v koaliciji, Tako. ki so v Aha, opoziciji in se grejo vlado v senci. Predstavljaj si, če bi mi trije zdaj ležali pod eno drevo v senci, zunaj bi bilo ful vroče, pa bi gledali ene, ko delajo zunaj na soncu. Lahko bi nam bilo pametne biti, ne? Ja. Bravo. Ja, dajmo to poslati v Ljubljano. To je to obrazložitev. Dejstvo je, da pač mi smo zgodaj vstali, ne? Vi tudi tam zunaj, super. In jaz mislim, da če vstaneš tako zgodaj zjutraj, mora biti neka nagrada. Ja. In jaz imam danes eno nagrado za vse gospode, ki so vstali zgodaj zjutraj. Ne? Ne, Ema, ti nisi gospod. Kaj? Nisi gospod. ne, lahko pa Lahko boš potrdila. Res? Ja. Okay. Za nagrado. No, nagrada je bolj v informaciji kot fizična. Ja. Ne, pa, ja, no, kaj, se ni vse v naru, je pa nagrada na temu Res? Ema, Oho, bubu. Okay. Naredili so raziskavo in so povedali, kateri kosi moških oblačil so največji turn-off za ženske. Veš tako, da gremo, ne, da zdaj slišiš, pa okay. Ker tisti, ki bodo vstali, ne vem, 6 pa 15, ali pa lenuhi ob 10 do 7, Ja. ne bojo čuli. Ne? Okay. Ja. Res? Ja. Okay. Ja, res je. Drugi majice brez rokavov, ko imajo taki zelo globoki izrez. Ja, verjetno, to je res. To še za moške trnov, ne? Ja. In s takim se niti meniti nočeš, ne? Potem oni hej dudes čevlji. So ne, veš, medvedke, take. Veš, kjeri? Ja, jutko in nekaj. Ja, telefon za pasom v torbici.
to, ko se včasih nosilo. Ja, marsikdo še, jaz sem dejansko videl še. Res? Imajo, Ja. Imajo še, ne? Ja, moje še. Pa majica not od spodaj zatlačena. Ja, da se vidi, Ja. da se spomnim, veš, kaj so to včasih? To so včasih nosili, ko še ni bilo mobilnih telefonov, so pa bili pageri. Veš, kaj je pager? Pozivnik. Ja, to je, recimo, si imel eno številko in če te kdo rabo, to smo mi zdravniki imeli včasih, si zavrtel številko in pol je dalo signal na pager in se je na pageru izpisala telefonska in pol si moral iti poiskati telefon pa poklicati. Ja. Nisi tega še videla v enem filmu? Ne, pageri. Ok, dobro. Vse to ni na tem seznamu, to se zdaj samo omenimo. Ok, kargo, kratke hlače. Ne, to je Ja. okej. Ja, to sem jaz tudi mislil. Ja, če se skinita, ni ok. Je kar Ne, trnov. skini. Normalne, to je... Okay. No, pa jaz samo berem seznam, ne rabita zdaj me. Dobro. Zatovč, vsega nisem Dobro. jaz delal. Z okni dogležno samo. Tak jaz sem zelo trnov oblečen, bom rekel, očitno ne tudi. na vse skupaj. Japonke. Ja, o moj bog. Ja. Kaj, zakaj? Zato, ker so prsti na nogah privatna stvar. Tako. Evo, prav Resno? ima. Ja, fuj, daj. Dobro, jaz načelno, Daj, ampak pač. na morju recimo. Pa dobro na morju. Pa niti to ne. Pa ti, pa jeger, pa na morju je tako hodi ženo, tebi je tako vseeno. No, to je tudi res. No, tako. No, ja. Kavbojke, ki se nosijo tako nizko, da se gate vidijo. Ja, to ne Ne vem, nosim. zakaj mislijo eni pubeci, da je to tak face Jaz cool. ne. Majice z grafičnimi zapisi, običajno provokativnimi, grobimi ali pod narekovaji smešnimi zapisi, Ja, okej. Ja. ker ne. In pa oske skini kavbojke, ki se primejo nogic kot pajkice. Tako. Ni straha, da bi bilo to kdaj To pa nosila. res ni strah. Evo, vidiš, nagrada za zgodaj zjutraj, zdaj veste, gospodje, ki ste vstali tako zgodaj, da se znate opremiti primerno. Jaz moram pa v Marebek vreči. Jaz tudi. Mislim, ne vem, odkdaj te majice brez rokav z globokim izrezom niso seksi, to bo tudi ne vem. Ja, ali Sploh pa- pri mojem telesu. Ali pa kroksi. Si obuješ, pa greš, ne? Malo okoli. Ik je to zdaj. Nič ni bilo klokanja, jeger. Torej, dobrodošli in dobro jutro želimo. Dobro jutro. Kako torkovo jutro imamo tudi danes, ker je torek, ne, ker prejšnji teden je tudi bil torek, pa je zato tudi danes. In tudi danes bomo seveda malo se menili o svetovnem prvenstvu v fuzbalu. Povezano s tem še vedno je odprta prva Krups Coffee Crush tekma. Vsi detajli na naših družbenih omrežjih in tudi radio.si. Namreč imamo en haufen teh verjetno najbolj seksi kavnih aparatov ta trenutek tam zunaj. Ja. In radi bi jih razdelili med vas, ker tudi nekatere tekme so res ob takih urah, da brez kafeja ne bo šlo. Namesto hmeljevega napitka je bolj pa še kava zaradi. Plus, vse veš, ko tako zgodaj zjutraj gledaš ali pa sredi noči, pa ne smeš ružiti, Ja. moraš tiho navijati, moraš tudi piksno odpreti že ob 7 zvečer, pol ružiš, pa z luftano, ni to, ne. Plus ta kavni aparat ostane, pol tudi ko je svetovnega prvenstva mimo. Tako da prva Krups Coffee Crush tekma je tekma Anglija-Hrvaška, ki bo jutri. Seveda napišete samo, kaj mislite, kakšen bo rezultat, napišete zraven Krups Coffee Crush in pošljete v SMS-u na 051 220 220. Čez približno pol ure tudi nov skriti hišni zvok ekipe Totega radia, Okej. ker bomo v petek nekomu dali novo klimo Grieri, ki bo montirana že 2. julija, torej fiksni datum montaže 2. julija bo že pihala pri vas doma, pa ogromno totih hudih hitov. Menili se bomo o taborjenju, sta taborila kdaj? Ne. Ja. Ne bo. Kaj? Se sem vejo, si ne bom mogel to z generacijo, zdaj si nam moraš pomagati pri resnih stvareh v življenju. Svetovno prvenstvo v fuzbalu. Ravno smo debatirali, kak je fajn. Jaz tako vesel, kamorkoli vklopim je neki fuzbal. Juhuhuhu.
Ne, ampak je tudi za vse ostale, recimo jaz se ne bi dal za gorečega ljubitelja nogometa, rad spremljam, preberem kaj, ampak tako da bi pa zdaj res zelo spremljal, pa ne, ampak svetovnega prvenstva se pa vedno veselim. Ja, res je. Če še Ema gleda Ja, še tekme, jaz gledam. malo smo te okužili, ker pred 4 leti verjetno nisi tako spremljala, ali si? Sam. Si? Ja, Bravo, vedno. bravo. Ne, ker je drugače. Ne, ko ti imaš verjetno boljše tekme v Ligi prvakov, dajmo si naliti čistega. Verjetno. Imaš tudi slabše, jasno da, ampak to ni isto, ker ni reprezentanca in je čist neki drugi naboj. Tak na tribunah za tiste, ki so imeli denar, kot na igrišču in je en drugi. Jaz seveda, mislim, igrati v klubu je pač za služba, tudi za nogometaše, kakorkoli obrneš, sicer za lepo plačo, ampak ko pa pride v poklic v reprezentanco, to pa je nekaj drugega. Ja, res je. To je tako, veš, tu radio je služba, kak pa Iger moderira doma. Tako je. Tam pa srcem. Okay, včeraj prvo veliko presenečenje. Španija je odigrala prvo tekmo z Zelenovrskimi otoki in remizirala 0-0. Kaj te to je bilo? Ja. Jaz na naših internih stavah dal rezultat 4-0 za Španijo. Se vidi, da nimaš pojma. Res je. Ampak dobro, so imeli Zelenovrski otoki tudi kar nekaj sreče. Dajmo si naliti čistega, ampak so pa taktično zelo dobro odigrali. Tako kot Slovenija, recimo, z velikimi reprezentancami, ne? Da 3-krat prideš čez sredino, 2-krat kuj tako vžgeš proti golu, Jale. da imaš nekaj v statistiki in to je to. Malo moraš imeti sreče, fajn, da se je hitro golman razbrano in imaš takoj 0-0. Bil je to seveda dan neodločenih izidov, zato ker tudi Belgija, Egipt 1-1. Belgija malo razočarala. Belgija vedno razočarana na Zgleda, da velikih res, ja. tekmovanjih, to si zapomni, Jeger, vedno. Egipt je povedal s krasnim golom, no pol so Belgijci le uspeli izenačiti, ampak koliko si tu stavil v tvoj stavi? Ja, 2-1. Oziroma, lažem, 3-1 za Belgijo. Mimo vdaro ponovno, konkretno. In še 2 tekmi sta bili danes po noči, ob polnoči, Saudska Arabija, Urugvaj, 1-1. Tudi to je kar razočaranje, od Urugvaja smo malo več pričakovali. Ja. In pa ob 3 zjutraj, to si ti presenečena, tekma Iran, Nova Zelandija, 2-2. Ok. Viš, tu sem pa bil uspešen, delno. Si delno? 1-1 sem jaz zdaj Dobro, razumel. Glavni dobro. zanačeno, to je to. Mislim, samo je pa tak, ne. V življenju si nisem mislil, da me bo zanimalo, ko se bom zjutraj vstal, kak je na tekmi Iran, Nova Zelandija, pa brez zamere, samo pač niso neki fuzbalski težkokategorniki. Se tu so se tudi malo vžgale, te male reprezentance, ne, ko je Aleksander Čeferin malo počgal to, da je kar nekaj nezanimivih tekem letos na svetovnem prvenstvu zaradi Se ima tega prav. razširjenega programa. Ne. Ja, pa še ga mislijo širiti, tako da ja. Torej, to je to, danes gre v akcijo Francija. Ob 9 zvečer, Francija, Senegal, to zna biti sosedski ali pa pravzaprav domači obračun, mestni na nek način, tako Maribor železničar. Ne hoče. Francija, Senegal, torej danes večer ob 9. Je pa kar nekaj zanimivih zgodb, ki jih piše svetovno prvenstvo v nogometu. Tu še enkrat moraš reči, Japonci so posebni, samo glede določenih stvari pa moraš imeti hodiče rad. Ja, Tako to, da Dobri, vedno za sabo vse smeti poberejo. ja. Vedno, ne? Tako je, to je red. To ima zdaj že tradicionalno, že ne vem, od 90-ih let, na vsakem večjem dogodku, kjerkoli so oni na tistem sektorju, delavci po tekmi nimajo dosti dela, ker oni grejo sami z vrečkami, Pa vse poberejo. vse točno to. Imajo več za delati pol, ne, verjetno take kontejnere postavijo, ne, ampak vseeno, le stadion ti pa spuca, veš kak. Da boljše, veš, če so pametni na teh stadionih, morajo iti reči pol 10, 3 po 10 rabimo, mislim, da smo enega Japonca videli še pod tribunami, v hodnikih, pa na WC-ju so tudi bili, tako da če bi še tam leteli malo, tu imate rokavičke. Svetovno prvenstvo v fuzbalu torej teče in genialno. Dileme študentke Eme.
stopimo bliže generaciji z Ema, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dajmo si malo pomagati, ne? Dajmo pomagati mlajšim, to so vseeno naša budućnost. Dajmo rešiti, kar se reši. Da, na seznamu tvojih dilem, Ema, je tudi to, zakaj generacija Z posluša glasbo na najnižji glasnosti. Pač vse veste, vsi mladi imamo slušalke. Ja, v eno, ja. Ja, skozi, tudi ko se menimo s kom za slušalke. Kar je izjemno nevljudno, ampak Res je. dobro. Ja. Ok, Ja. no ja, v glavnem, ful imamo na tiho glasbo, ker nas je ful strah, da bo nekdo okoli slišal. Ali pa če ti bo se slučajno izklopilo Ok, ni vas. in da pol nekdo sliši, kaj ti poslušaš. A tega vas je strah? Jaz mislim, da vas zato je, imamo na najnižji. da ste bolj osveščeni, da zaradi prometa ali pa česar Pa skrbite za lastno zdravje, oziroma zdravje ušes. Ne. Sram vas je, da Ja, bo da kdo bo kdo slišal. Oj. Jaz tudi v avtobusu zjutraj komaj slišim tisto glasbo od zadaj. Samo Zakaj tako torej- čakaj, kaj zdaj Zakaj pa poje. te imaš? Točno to. Ja, cool zgleda. So pa meji izklopljene, samo meji. It's all about appearances. Tako. Ja, okay. Jaz bi ostal pri tem, da ima to tako razumeti, Ema, ker vam je mar do svojega sluha. Tako. Jaz ti lahko z prve roke povem, kaj 30 let slušalk naredi. Sicer včasih prav pride, ne? Ampak doskrat pa je moteče, ko stokrat rečeš, kaj praviš? Pa še na neki točki začenjaš postajati slep kot nek topir, tako da si bolj kompleten paket. Ne? Pač prenesel Nič, to delo pa- na radio, ne? Ja, tako da tudi Dobro. tu ne smeš imeti preglasno. Tu pa tudi ne, ker se veš, jeger ne bi zakazano očitno. Ja. Okay. Vidiš, hvala, da si nas naučila, zdaj je dosti več tega jasno. Vidiš, to je podatek, ki da stvari v perspektivo. Ne to, da smo mi trije tu, to, kar bom pravkar povedal. 33 milijard minut, Ne pove absolutno. nič, ne? 33 milijard minut vsebin povezanih s Star Wars so v 2025 pogledali samo v Ameriki. Res? Kaj šele globalno. Wow. 33 milijard minut, ta številka je seveda veliko višja, zato ker je v 2026 prišel Mandalorian in grobo ven, ne? Ker ne? Jaz ne znam zaračunati niti, Ne, koliko je ne to rabiš, v urah samo ali pa v pač- dnevih. Ja, 33 milijard minut, kak pa cajtbek mečemo. Ok, temperature bodo vse višje, poletje pravijo bo vroče, Yeah. tako da... Jaz se veselim. Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. Toti radio si dam na glas, dajte meni klimo, lepo prosim vas. In to tako, ki bo že 2. julija pihala doma, klima z garantiranim terminom montaže, kar je seveda bolj pomembno, kot si človek misli. Ja. Včeraj smo imeli torej prvi skriti zvok hišnega aparata ekipe Totega radia, včeraj sem bil jaz, vlažilec zraka. Ne? Kar težka. To je bila težka. To je težka, Težka. Ja, haha. Jaz sem sicer bolj po res lahko. ogromno poslušanjih ugotovil, da zadnji nekaj žubori, brbota, nekaj, ok, voda je torej nekaj s tem. Ja. Ampak drugače pa, ja, bravo Dejan, kar težko. Zakaj bravo? Bravo vsem, ki so ugotovili in poslali v SMS-u vlažilec zraka, pa pripisali Grieri in svoje podatke. In tako sta Fras in Medvar včeraj žrebala že prvih 5 finalistov za novo klimo, Grieri podjetja Atlas Trading. Danes druga runda. Ja. Sredo tretja runda, četrtek četrta in v petek peta. Ne? In Tako pol je, tako gre preprosto. klima In pol- ven. In pol vas bo 25 in 1 proti 25 je pa ful velika šansa, da dobite klimo. Tudi če ste včeraj ogibali, pa ni šlo danes lahko spet. Danes je posnel svoj hišni aparat Matic Jeger.
si imel težave, da je zavladala tišina, ko Patris Familia se snemajo? Ne, nisem imel težav, je pa res, da sem snemal takrat, ko so že vsi spali. Ok, tako da si jih pol zbudil. Ne, pa nas doma trdno spimo, lahko tanki vozijo. Okay. Torej, tu je ta skriti zvok za torek, naši igri Vročina, nima šans druga izvedba. Torej, pozor. Malo bi bilo treba namazati. Ne, čisto v redu. Ali pa malo več uporabljati. Dobro, pustimo se. Dobro, pustimo. Ja. To je ena od onih stvari, to je zdaj že namig. To je ena od onih stvari, ki jih kupiš, pa pol si vedno rečeš, ko te kdo vpraša, imaš to, ja imam, samo tako dosti uporabljam. Ja. Pa ti zaseda plac, ki je na pultu, verjetno, ne? Če ne zlagaš bek. Prav. Okay, če ste slučajno preslišali, ni problema, že čez dobre pol ure ali pa slabe pol ure, bomo še enkrat zavrteli. Ampak če pa mislite, da veste, zakaj gre, pa le napišite v SMS-u na 051 220 220, pripišite Grieri in svoje podatke. Pa srečno! Zdaj pa tak. Mariboxu je že pravijo, da najboljši ali pa eden najboljših znanstveno-fantastičnih filmov vseh časov. Film Stevena Spielberga, film, ki govori o tem, da so alieni med nami in da na neki točki se odločijo, da tega več ne bodo skrivali. In seveda nagovarja eno globjo socialno, se pravi družbeno in psihološko tematiko v tem filmu Steven Spielberg, ampak da se ga gledati tudi čisto kot znanstveno-fantastični film. To je dan razkritja. In jasno, če gre za tak filmski hit, so morali naši pubeci pripraviti tudi čisto naš pogled na to, oziroma toti trailer. Nice. Za dan razkritja, ki je mimo grede danes v Mariboxu na sporedu ob 5 in ob 8. Pozdravljeni, danes bo... Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat. Kaj ga ne me razumeš? Kaj ti pa ga, ali kaj? Ja, dež bo spet. Ok, to so sanje. Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam. Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja v Mariboxu. Kaj pa je zdaj rekel? Je zdaj nič, tišči ga. Zdaj pa tak, draga Ema, spoštovani Jeger. Imamo kakšne izkušnje s kempi, ne toliko s kampiranjem v smislu grem v divjino, jaz pa nož pa osnovni šotor. A ja, to, tak si mislim. Ja, poletnimi kempi. Ne. Nobenih. Ti tudi nisi bila nikoli. To je pač ena taka stvar, ki pride prav med počitnicami, ker dajmo si naliti čistega, problem je, ne? Počitnice so problem, otroci se jih veselijo, starši absolutno ne, ker ne veš, se boš videl, Jeger, enkrat, ne? Ja, bom videl že letos. Kako se boš organiziral, kako bo to, ne? In zdaj imamo seveda ponudbo zunaj. Zdaj tu so korak naprej šli v Ameriki, kjer imajo take kempe že leta, ko jih otroke tja pošljejo v začetku julija, pa konec avgusta grejo po njih. Pa se pa znajde. To, ne? Ampak nov trend so ti poletni kempi, samo tako, mogoče kot poslovna ideja, čeprav se mi ne zdi v Sloveniji realna, za otroke premožnih družin. Vas zanima, kako to zgleda? Ja. Kam te otroke not porinejo? To najprej povem, to so cene od 15 € gor za poletje. Ampak če imaš, ne, pač te nakartaš. To je kemp, kjer imajo noter recimo 15 teniških igrišč, od tega 11 leš,
11 torej košarkarskih igrišč, pokrito igrišče za igranje hokeja na rolerjih, kjer imajo seveda fitness, plezalno steno, kjer imajo tako imenovani ninja course, pač da priješ ven pa si ninja, ker takoj, že da čez poletje, in vse to. Pa to bi ja šel s tam, ali tam imajo vse za jest, a la carte, vse šefi kuhajo, starši še pošiljajo noter potem kakšne dodatke, lepe, ne? Lepo, ne? je to? Ja, gremo. Mata denar? Nimamo denar. No, torej, Če bi kaj se te sploh menita? bogatega sponzora najdli. Ja, Ker duš, kako je to? Če imaš vse tam, ziher, kaki bazen pa vse. Ja, bazen tudi, ja. To je... Težko je otrokom, ne? Težko je, res je težko. Tem je pa res grozno in ne vem, kako sploh lahko, da jih dajo za čez celo poletje v taki kemp, pa to je grozno. Meni se smilja. Ja, res, totalno. Konje. Ful prava perspektiva za življenje, ne? Torek še malo še pa bo 30 stopinj, pa bomo pili pivo, pa so imeli fajn. No. Otroci poslušajo Jeger. Ok, bomo pili sok, pa so imeli. No, tako. Drugače pa, veš, kdo se še ta trenutek verjetno tako počuti kot ti? Do? Elon Musk. Zgaj? Je zdaj, ko je SpaceX šel na borzo, ne? Juj. Veste, koliko so zračunali, kako dolgo, če bi vsak dan porabil 1 milijon, koliko let bi trošil? Kako dolgo? 2740. Se to ni realno. Ne, absolutno. Ampak ali lahko on tak pleše v službi? Ne more. Ali lahko on tak gre kuj? Ne more. Da bi šel? Mislim, lahko gre, verjetno. Mislim, ni isto. ne. Tako da, ni vse vnare. Tine, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Čekaj, da se čala, če pa to... Nisem še veš. Ja, razumem. Svetovno prvenstvo Tine si spremljal kaj včeraj? Sem. In? Za Špance, ne se Za Špance. Zdaj nimam nič proti njih, samo... Samo mi je bilo fajn, da zmaga kakšna taka mala država. Taka mala država. A misliš, že svetovno prvenstvo? Ja, zeleno-rdski, da zmagajo? Ja. Prej bo Jeger, mis Slovenija, veš? Zeleno-rdski. To enostavno ne gre. Zakaj? Jaz bi bil lepa mis. Pa tudi želim zeleno-vrtskim, da bi mogoče pa kdaj. Ok, Tine, mislim, na tej točki moramo iti dalje, potem stavko definitivno. V svetu obstajajo, oziroma narodi imajo različne besede, ki recimo obstajajo samo v njihovem jeziku, pa tako čudne stvari pomenijo. Enih hvalih imam, recimo v Saudski Arabiji obstaja beseda ja'aburne. Aha. Ja'aburne. Dobro. To z eno besedo pa veš, tak te imam rad in si ne znam predstavljati življenja brez tebe. Recimo Korejci imajo nunči. Nunči. To je izraz, ki pomeni, da imaš to sposobnost, da razumeš vse občutke drugega človeka in vso atmosfero okrog njih. Okay. Imaš pol recimo na Filipinih gigil. To pomeni tista neustavljiva želja nekaj tak fejs stisniti, ker je tak cute. Pa so si Japonci tudi zmislili besedo komorebi. To pa veš, ko gledaš v gozd, pa skozi liste dreves sonce sije. Ne, mi pač rečemo, gledaj, kako lepo sonce skozi liste. Oni pa gledajo, rečejo komorebi. Ja, tako da oni v bistvu imajo več časa gledati kot mi, ker mi bolj dolgo govorimo. Mi bolj dolgo govorimo, oni pa pač samo... Noro, ne? Lepo. Imamo mi kako tako, kot drugi nimajo. Samo ne vem, če je primerna za ete. Ne, ni. Ema, ali si ti vedela, da je Jeger planinski vodnik?
Ja, ampak Si vedela? Res? ne verjamem. Kaj ne verjameš? Ja, šmogo malo pelati, ne? Ja. Kaj ti pokažem Ja. vodniško izkaznico? Ne, slikica bi imela. Pa nekako. bi ti sebe, Ja, bi ti malo. sebe ocenil kot dobrega vodnika Jeger? Težko Mislim, samega tak. sebe No, ocenjujem. ampak zdaj, če bi moral, če bi Ja. bilo za Ja, glej. življenje in smrt. Nobenega še nisem tam ali Ne, kaj ne, pustil če ali bi pa bilo, da zgubil, moraš tako povedati. Ja, jaz mislim, da Ti nisem ne. slab. No, Jaz bi rekel, da si dober, No, hvala. A veš zakaj? Ja, zakaj? ker si še vedno tu. Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. To ti radio si dam na glas, dajte meni klimo, lepo prosim vas. Ja, žuli nas ta ena klima tukaj, ne? In to do te mere, da smo rekli tudi, da damo gor nalepko garantiran datum montaže, to je 2. julij. Tako. In vsak dan imamo en skriti zvok hišnega aparata nekoga od nas iz tega radia. Če prepoznate, zakaj gre, takoj napišete, dobro, takoj. Pač imate čas, ni treba zdaj takoj vse vreč, pa ne. Ne, ampak do 3 nekje pa je že treba, ne, da poslati v SMS-u na 051 220 220, dopisati ključno besedo Grieri in to je to. Za danes je aparat posnel Matic Jeger in naj povem, da Ema absolutno ni takoj vedela, za katerega gre. Ne, resno. Marsikdo ne ve, dajmo najprej prisluhniti, pa se pol pomeniti. Tak zveni. Jaz mislim, da ni preveč težka naloga. No. Ne, naj povem, da možgan ni. Da bi. Oziroma, V bratih se možgan ne sluša. mogoče pa je, ne? Veš, mogoče pa tako zveni, ko Jeger razmišlja. Mogoče. Tako glasno. Tako hitro. Ne tako hitro, ne definitivno. Tak, da, ja, gre za aparat, hišni aparat, ki ga najdemo v kuhinji. Mogoče ga ima kdo na polici v dnevni sobi tudi. Kdo smo mi, da bi sodili? Točno to. Ampak običajno ga uporabljamo premalo in zavzema plac na kuhinjskem pultu. To smo ugotovili, In vsake to je toliko se periodično pojavlja debata ali pa vsaj misel, zakaj je sila, da bi to imeli, tako se nam uporablja, ki ostane samo v svetu misli in ne gre ven. Ker smo izkušeni, ne? Absolutno. In ne radi. Marsikaj je fajn za Ne silimo v držati nesrečo. Naj samo še morda to razložim, da vsak dan seveda Fras in Medvar izmed vseh, ki poveste pravilno v SMS-ih, žrebata 5 pravilnih odgovorov oziroma 5 vas, drage dame in gospodje, ki potem greste v petko v veliki finale. Tako da če recimo, ne vem, danes, ko je torek, pravilno gotovite in ste žrebani, lahko pol samo smooth cruising do petka, ko pač potem imate resno šanso, Tako. da dobite nov Pa klima. naj še samo povemo, da ne pol pride ta Fras pa Medvar šraufa, tam je za vse poskrbljeno, klimatron pride pa vse zrihta. Fras pa Medvar. Ja, no, on vas samo žreba. Kaj si hecni? Si videl njune ročne spretnosti? Ja, videl, vse zato pa pravim. No, evo, tako da ja, brez skrbi, profi bojo vse porihtali. Da pa gledaj, Ema, kak se bo Jeger v momentu sprostil. En hitri kviz, ampak samo za tebe, Ema. Okay. Okay, Ker druga. okay. Ja, fajn. Kaj bi morali dajati vun na recept? Tina, to slabi vic? Bravo. 5 točk. Kaj se zgodi, ko pride Tinek Fras in Medvar in reče: čuj, Fras? Tina, to slabi vic? Okay. In kak zgleda Jeger kot? Tina, to slabi vic? Okay, minus Lepo, 5 točk. lepo, za lepo. ta odgovor. Čuj, Fras. Dve prijateljici se menita, ne? Joj, veš kak me je Joža ljubil? Vse usnice me pečajo. Kaj pa te pečajo, ko kavo piješ? Ne, samo ko hodim. Taki dan je, ne? Ja. Bolj se to, ko pa da bi, ne, če bi sedela. To je sve ta osnova, ki vam jo želimo vsak dan in to čisti iskreno. Zato tudi rečemo to vkrat dobro jutro. Ja, ker to mislimo. Res je. Tudi Res zase. mislimo.
Dobro jutro. Ja, da bi seveda, bilo dobro. Pri nas se redko dela, upam, da je pri vas zunaj malo bolje. Ampak pazite to. Krups, Coffee Crash tekma. Tako aktualna Krups Coffee Crash tekma je tekma Anglija-Hrvaška, ki bo jutri ob 22. Kaj pa so Krups Coffee Crash tekme? Ja, gledajte, mi imamo tu dol zloženih en kup teh, verjetno, to je moja trditev, najbolj seksi kavnih aparatov, ki so tam zunaj. Ker so? Ti Krupsovi Res je. Coffee Crash so res lepi. Res. Ti, Ema, povej. Jaz povem, ker sem ženska in vem, Ja. izjemen aparat je. Okay. Ful je pa zgleda, res tako eleganten, tako lahko ga postavite kjerkoli. Ja, ker Taki mičken, pa tako dobro kavo dela. Ravno to, mičken je, pa tako se reka, dobro kaj. Ničke, zdaj se ni, zdaj kot da je žepni. Ja, ni, Ja. samo ni pa, veš, tako smo se prej pogovarjali, puno stvari imaš v kuhinji na pultu, Ja, pa lahko imaš en tak lep, eleganten, ne, poudarek na elegantnem Tako. Krupsovem kavnem aparatu. Ja, res. In res lepo zgleda, lahko pogledate tudi na naši spletni strani. In zelo preprosto je, seveda v SMS-u na 051 220 220, samo napišete do začetka tekme, lahko, kaj mislite, kako se bo končala. In potem bomo nekomu dali, če boste pravilno napovedali, je tako ali tako vaš, če vas bo več pravilno napovedalo, bomo pač žal izžrebali, se tako pač je, ker je dosti pač tako imenovanih znalcev in poznavalcev tam zunaj. Ja, jaz sem tudi Jeger. napovedal. Če pa ne bo noben trofov, pa bomo v vsakem krogu žrebali med vsemi, ki boste poslali. Ja. Tako da v vsakem primeru grejo ti seksi Krups Coffee Crash aparati ven. In torej ta aktualna tekma je Anglija-Hrvaška, prva res prava tekma na tem svetovnem prvenstvu, ko se res udarita dva težko kategornika. In ko bo ta tekma mimo, bomo dali novo Krups Coffee Crash tekmo, pa potem spet novo, pa potem spet novo, pa potem tako dalje. do konca svetovnega prvenstva. In kar je najlepše, ne samo da pomaga med svetovnim prvenstvom, avtomat oziroma aparat, pol ostane pri vas zavedno. Taki lepi, kjerkoli ga lahko imate. Tako da izkoristite, no, bomo veseli, plus vedno se radi o fuzbalu menimo, sploh ko je svetovno prvenstvo. Dejan, Ana in Jeger in toto jutro.